Ich freue mich sehr über den Besuch meines slowenischen Kollegen Borut Pahor hier in Berlin. Wir sehen uns nicht nur regelmäßig, sondern wir tauschen uns eng aus, und dies in einer Zeit, die uns beiden viele Sorgen macht. Ein brutaler Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Bilder von Toten und Verletzten, von Zerstörung und Leid und Erfahrungen, die wir hier in den Nachbarländern machen mit vielen, vielen Flüchtlingen. Mehr als 5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihre Heimat verlassen. Circa 400.000 sind hier in Deutschland. Wir sind mit dem Leid konfrontiert, aber wir halten vor allen Dingen Geschlossenheit in der Europäischen Union, in der NATO. Wir sind solidarisch mit der Ukraine und wir unterstützen die Ukraine finanziell und auch militärisch. Worauf es ankommt, ist das Wissen, dass dieser Konflikt nicht zu Ende ist und dass wir dieses Maß an Geschlossenheit und Einigkeit, Entschiedenheit auch die nächsten Wochen und Monate halten müssen. Dankeschön. Ja? Kaj so bile prevladujoče teme? Torej, Evropa in posledice ukrajinske krize za Evropo, ampak v kakšni luči ste govorili? Najprej oba sva v luči spremenjenih razmer v Evropi. Imamo vojno v Evropi med Rusijo in Ukrajino. Menila, da je prav, da se srečava in da izmenjava mnenja in stališča o tem, kje smo se znašli, zakaj smo se znašli, kako se lahko iz tega izvlečemo tako, da bo to pošteno, glede na okoliščine, ki smo jim priča. Seveda so se pogovarjali najprej o tem, kako in na kakšen način pomagati Ukrajini, da se ubrani, da se ta agresija konča, da se nadaljuje po mirni poti za dialogom. Ampak ugotovila sva, da v teh razmerah, kolikor jih danes poznamo, ni mogoče reči nič drugega kot to, da bomo storili vse, da politično, vojaško, moralno, v vseh ozirih pomagamo Ukrajini, da se brani pred to agresijo. Prav tako sva razmišljala o tem, kakšne konsekvence ima to za Evropo, in se oba na nek način strinjala, da to mora biti dodatni navdih za to, da Evropa naredi en korak naprej v njenem poglobljenem sodelovanju, da je bolj varna, bolj mirna, bolj uspešna, gospodarsko, socialno, tudi obrambno. Pogovarjali so se o širitvi, ki je postala tudi spričo vojne v Ukrajini, geopolitično vprašanje, in zlasti o prikosilu o širitvi na Zahodni Balkan. To stališče, ki ga je Slovenija dolgo časa zagovarjala, da je to geopolitično vprašanje, zdaj postalo sestavni del razmišljanja. Jaz sem dal nekaj iniciativ v zvezi s tem, nekaj mojih pogledov, kako ravnati v situaciji, ko se zdi, da se je urejanje razmer na Zahodnem Balkanu nekako zamrznilo, da ni videti napredka, ne znotraj med državami v tej regiji, ne regije z Evropsko unijo. Videli bomo, kako je nemška stran to razumela, ampak v vsakem primeru vam bi rad rekel, da je pomembno, da Slovenija in Nemčija tudi na ravni obeh predsednikov ohranjata en živ, živahen dialog, iskren, ker poanta najinega pogovora, tudi tega na 4 oči, je bil iskren pogovor o tem, kje smo se znašli in kako skupaj naprej. To je zdaj zelo dragoceno. To razmišljanje nam pomaga sprejemati prave odločitve, ki so zdaj nujne, če želimo zagotoviti uspeh naših držav in politik.